Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o občinskih investicijah in zato v našem studiu prav lepo pozdravljam župana Tomaža Venclja. Dobrodošli. Lep pozdrav. Gospod župan, na zadnji seji se je ob točki vprašanja in pobude občinskih svetnikov kar nekaj projektov odprlo. Bi nam prosim najprej povedali, kako je s to cesto iz Spodnje Idrije do Idrijskih Krnic? Domačini so kar zadovoljni s to obnovo. Ja, govorimo praktično o obnovi v dolžini nekaj 100 metrov, v bistvu kmalu od cepa za Krnice, se pravi od konca stanovanjskih hiš v Koči, po domače rečeno, do prve 180-stopinjske leve rajde oziroma levega ovinka, bom rekel pravilno. Tam je bil akuten problem drsenja oziroma pogrezanja te ceste. Stvar se je zastavila tako, kot se mora zastaviti. Cesta se je v tem predelu kar močno poširila. Naredile so se zložbe kamnite velike spodaj, na spodnji in zgornji strani, in mislim, da je stvar res urejena tako, kot mora biti, in je v bistvu en tak, bomo rekli, lahko vzorčni primer, kako se te stvari naredi. Velik problem v Idriji je ta nesrečna Uta. Vsi poznamo to območje. Kako načrtujete prihodnost tega območja? Ja, zaenkrat kaže, da bomo območje Ute le vzdrževali v taki obliki, kot je, se pravi, nasipali pesek na luknje in stvar vzdrževali do te mere, da bo prevozna in primerna za parkiranje. Je pa zdaj že v drugi reviziji, bomo rekli, rešitev oziroma idejni projekt protipoplavne zaščite Ute. Ene malenkosti je bilo treba še popraviti, kar je v teh mlinih, bom rekel, nekaj normalnega. In takoj, ko bomo imeli potrditev države, kako točno se bo izvedla ta poplavna zaščita, bomo se tudi z ostalimi lastniki zemljišč na Uti začeli pogovarjati o tem, kako in kaj naprej na Uti, se pravi, o gradnjah in tako dalje. Bomo pa, preden bomo karkoli tam delali, morali narediti OPPN oziroma ali mi ali investitor, pa izvesti bo treba protipoplavno zaščito, ki pa mogoče celo pade pod pokoronska sredstva, ki jih bo Evropa dajala državam, in bi na ta način mogoče celo lahko naredili tisti parapetni zid v dolžini praktično cele Gregorčičeve ulice do odcepa za Zaspano grapo. Se pravi, od Debele skale do... Ne, od Vage do odcepa za Zaspano grapo oziroma do stadiona, parapetni zid na strani vode, medtem pa tudi nova meteorna kanalizacija v cesti, ki bi odvodnjavala zaledne vode v primeru večjih nalivov. Rudniško dvorano boste podrli? Rudniško dvorano bomo podrli takoj, ko bomo imeli neko drugo dvorano usposobljeno do te mere, da lahko sprejme tiste stvari, ki jih zdaj sprejema Rudniška dvorana. Rudniška dvorana je v groznem stanju. V Rudniško dvorano se večjih investicij ni delalo že zadnjih, bom rekel, vsaj 25 let. Je pa zelo aktivno se dela na projektiranju te gledališke stavbe oziroma, ja, gledališke stavbe na Starem placu oziroma na Starem placu in ulici Svete Barbare, bomo rekli. Je pa tukaj velik problem usklajevanje želja, potreb in pogledov, želja in naših potreb in pogledov Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pa mislim, da bomo še v tem tednu nekako prišli do zaključkov in potem bomo lahko tudi kaj več povedali in kaj več predstavili. Je pa ena stvar, jaz si mislim, da glede na to, da je dvorana v Spodnji Idriji tudi še, bomo rekli, podvržena nekim sredstvom popotresne obnove, se pravi sredstvom Državne tehnične pisarne, bi poskušali, če bo stvar izpeljala tako, kakor se trenutno pogovarjamo, bi poskušali do konca drugega leta tisto dvorano spraviti do takega
do take opremljenosti in do takega, bomo rekli, neke manjše sanacije, da bi lahko tista sprejemala te stvari, ki jih sedaj sprejema Rudniška dvorana. Ja. Podiva še nekaj na ceste, in sicer Metod Habe je predlagal, da bi križišče pri Likarici preuredili v krožišče, pa ste rekli, da to se že dogaja. Ja, v bistvu se dogaja. Mi smo že leta 2019 naročili določene prometne študije. Na podlagi teh študij se v bistvu zdaj dela, najprej se je že delal nek manjši idejni načrt, tako bomo rekli, neuraden, no. Zdaj se pa stvari odvijajo naprej. S tem, da jaz mislim, da bomo tudi zdaj v parih dneh vedeli, kje smo. Tam pri celi stvari je problem to, da glede na kategorijo ceste in glede na število vozil, ki se pripelje v Idrijo iz smeri Ljubljane, rabimo tam eno ogromno križišče, taka so pravila, prometna, ki ima celotnega premera, mislim, da je celo 34 metrov. S tem, da pri celi stvari je treba vkomponirati še odcep za Mercator, ker v taki obliki, kot je zdaj tisto odcep za Mercator, tam je vprašljiv. Tako da pač dela se na temu in bomo tudi zelo kmalu vedeli, kakšne so možnosti in kakšne niso možnosti. Kaj pa krožišče v glavnem križišču tukaj v mestu? Skozi tisto študijo in skozi štetje prometa smo ugotovili, kakšne so obremenitve, kjer so konične obremenitve, se pravi, kdaj je to. Bomo pa na naslednjem sestanku z direkcijo se pogovarjali tudi o tem problemu. Tam imamo namreč nekako nepisano pravilo je, da dva krožna križišča ne smeta biti bližje skupaj kot na dolžini 150 metrov. Tam pa v bistvu moramo reševati dva križišča. Križišče za odcep v Arko ulico oziroma na Brušev, še pa domače, pa križišče glavne ceste proti Tolminu, v center in proti Hrelčevi. Tako da tam je treba stvar zelo kompleksno reševati in ni komotno. Ja. Občinski svetnik Samo Kuščer je predlagal preimenovanje krajevne skupnosti Zavratec v krajevno skupnost Splošna nevarnost. Tam so se namreč pojavili prometni znaki splošne nevarnosti na cestah, ki vodijo v Zavratec, in to je domačine zelo vznejevoljilo. Kako pojasnjujete ta korak? Ja, zdaj tako bom rekel. V bistvu lahko preimenujemo celo občina Splošna nevarnost. Ti znaki se niso pojavili samo v Zavratcu, ampak po celi občini. Povsod tam, kjer so ceste bolj nevarne, kot bi lahko bile, so se pač postavili zdaj ti znaki. Znaki so bili postavljeni na pobudo vzdrževalca cest, to je Komunala Idrija. Na ta način je nekako logična posledica tega, da ceste pač niso v najboljšem stanju. Niso pa v najboljšem stanju praktično v celi Sloveniji, ne samo v Idriji, pa tudi širše. Lih zanč mi je eden od znanih slovenskih kolesarjev razlagal, da v Italiji, ko dirkajo, ali pa po Franciji, niso ceste nič boljše kot pri nas, ampak tega mi takrat ne vidimo, ko gledamo televizijo. No, kaj ćemo reči? S tem se pač nekako upravljavanje cest in občina ščiti pred morebitnimi tožbami, ki pa v današnjih časih niso več redkost. Zaradi varnosti ste spremenili tudi stanje na Vojkovi cesti, po podatkih direkcije. Po Vojkovi cesti vsak dan pelje 9500 vozil, 3 lipe so morale pasti. Ja, res je. Bojim se, da bo moglo še kakšno v prihodnje. Jaz sicer obljubim, da jih bomo nadomeščali nekje drugje. Vedeti pa moramo nekaj. Po mojih podatkih je bil bomo rekli, drevored zasajen leta 1926 ali 1928, ne vem točno. In tisti drevored je bil idrijsko sprehajališče, ki je vodilo mimo, bomo rekli, mestnega stadiona tedanjega do Topilniškega jezu. In obstajajo stare fotografije, kako se ob nedeljskih popoldnevih ljudje sprehajajo tam. Vedeti pa moramo, da takrat so se sprehajali ljudje in vozili z biciklini in
mogoče je šel en avtobus na dan ali pa dva proti Tolminu, a ne. Danes je tam pa 9500 približno vozil, pa tu so od šleparjev do osebnih vozil, do motorjev, do vsega na dnevni ravni in gabariti tezga drevoreda niso taki, kot jih zahtevajo današnji časi, a ne. Imamo pa tam velik problem, da je pač to ni Logaški drevored, ki je levo in desno, od katerega levo in desno je travnik, tukaj imamo levo in desno industrijske obrate, imamo bencinsko črpalko, imamo tako naprej in tako nazaj, tako da bomo videli, kako in kaj. Ja, po isti cesti pridemo tudi do Marofa. Tam načrtujete letos pa zares velik projekt, ne? Ja, tam je v bistvu, to je država in občina gremo skupaj, ne? Država bo v bistvu delala cestno infrastrukturo in kolesarsko stezo. Kolesarska steza je sicer financiranja iz dogovora za razvoj regij, cesta pač iz državnih sredstev, spotoma pa občina Idrija v delu od, bomo rekli, trafa postaja proti Spodnji Idriji dela še kanalizacijo, vodovod in vse tiste stvari, ki so pač pametno, da so skrite pod zemljo, ne. Elektroprimorska dela en kablovod spet po cesti navzgor, delala se bo tudi, dala se bo tudi cev za telekomunikacijski kabel, ne, tako da v bistvu vse tisto, kar zdaj nekako visi nad cesto, bo tudi v cesti. Se pa cesta širi za več kot 2,5 metra, ne. Se pravi konzola nad Idrijco, na kateri bo kolesarska steza, s tem, da če si sam predstavljamo samo območje pri mostu na Marofu, se pravi nizvodno od obstoječega mostu se dela še en most, ne tako velike nosilnosti, širine spet 2,5 metra, kar bo most za kolesarsko stezo, ne, oziroma so uporabo pešcev. Največja razlika bo pa v bistvu v tem delu pred mostom, spet nizvodno, ne, če priješ iz Spodnje Idrijske strani do mostu, če si predstavljamo, bo v preseku ceste, če gledamo navzgor, pas proti Idriji, levo zavijalni pas na most proti Žirem, pas iz Idrije proti Spodnji Idriji, avtobusna postaja in kolesarska steza. Tako da tam se stvar še dodatno širi nad Idrijco in seveda tudi v hrib. Tako da jaz mislim, da stvar glede na projekte in glede na vse stvari bo zgledna in letos ne bi se lotili delati. Kolesarska steza bo tekla do Spodnje Idrije? Ja, do Spodnje Idrije zaenkrat. Imamo pa v recenziji tudi projekte ureditve ceste skozi Spodnjo Idrijo, se pravi od Kramarjeve hiše naprej oziroma od stare šole skozi Spodnjo Idrijo. S pločnikom, prehodom za pešce čez državno cesto, ki ga ni na strani vasi v Spodnji Idriji in tako naprej. Kako pa kaže z obljubljenim tunelom pod pokopališčem? Jaz mislim, da daljnoročno tisti tunel je realna stvar, ampak v naslednjih 10 letih sigurno ne. Kolesarsko stezo ne bi gradili tudi od Tuša do Podreteje, je blizu to? Tudi. Pogodbe z lastniki so večinoma podpisane, določene usklajevanja se še izvajajo, tako da stvar bo šla tudi letos v izvedbo, tako je obljubljeno z direkcije, ki že išče nadzornika pri izvajanju projekta. Letos naj bi za gradnjo otroškega vrtca iz proračuna dali 2.300.000 evrov. To bo projekt končan. Ja. Lih prej sem bil v vrtcu, v bistvu gradbena dela so praktično zaključena, določene malenkosti so še en del fasade v spodnjem delu, znotraj so paro delajo ploščičarji in ti, ki oblagajo razne pač talne obloge in tako naprej. V planu je, da imamo po 20. maju tehnični prevzem in da s 1. junijem lahko otroke,
ki so sedaj imajo svojo pač enoto vrtca v osnovni šoli v Spodnji Idriji, preselimo v vrtec in se lotimo del tistih prenovitvenih v prostorih osnovne šole. Na novo ste uredili tudi parkirišča, dovozne poti na Koreji. Ja, v bistvu naredilo se eno parkirišče med prvo in drugo vrsto blokov. Bilo je še kar nekaj usklajevanja z bližnjimi stanovalci, ampak preko 25 parkirnih mest smo pridobili tam, tako da jaz mislim, da bi moralo biti zadovoljstvo. Ja. V Idriji pa bo nova osnovna šola dobila veliko knjižnico na vrhu tega novega objekta, ne? Ja, tako. V tem novem objektu oziroma v novejšem delu šole, ne, tisto, kar se je ob energetski sanaciji šola povišala, se zdaj gre v urejanje teh prostorov. Ne moramo reči, da bo letos pač stvar tudi opremljena, ampak gradbeno bo stvar narejena, se pravi, da tista večina sredstev, ki se jih porabi, letos bo stvar gradbeno zaključena. 250 milijona bo občina dala tudi za dokončanje obnove starega zdravstvenega doma, ne? Videti moramo, da v bodoče naj bi bila Idrija tudi satelitski urgentni center, ne? In ta center bo tudi zahteval svoje prostore. Zaradi tega bodo pač potrebne rošade v samemu delu tega, bomo rekli, novega zdravstvenega doma, zaradi tega pa pač treba zagotoviti prostore in se pač določene stvari selijo v stari zdravstveni dom. Avstrijski del zdravstvenega doma bo pa še čakamo, kako in kaj z njim. V njem imamo sicer, obstoječi projekti so za 6 manjših stanovanj, neprofitnih, ampak obstaja možnosti, da se tam tudi neke druge dejavnosti izvajajo. Ko pogledamo naselja na podeželju, vidimo, da v Zavratcu načrtujete prenovo trga središča. Ja, v bistvu Zavratec nima niti urejenega nekega centralnega področja oziroma nekega centralnega prostora. Tukaj se gre za urejanje tega, bomo rekli, trikotnega, lahko rečemo tudi trga na vrhu ob cerkvi. Tam je vstedena kapeljica. V bistvu obstoječe področje se bo urejalo do te faze, da bodo stvari povsod tlakovane, zdaj je pač praktično vse še makadamsko, ne? Se pravi, da se zagotovi nek standard primeren tem časom. No, tako. Ja, v Godoviču imamo v načrtu gradnjo čistilne naprave, čeprav vidim. Tu ni v načrtu, tu se tudi izvaja na veliko, ne? Gradnja teče. Letos na koncu leta ne bi nekako prišla tudi, če imam prav podatke, tudi že nekako tisto poskusno delovanje. No. Ja. V Godoviču tudi širitev in ureditev pokopališča. Ja, to je tam en del, takoj pod tem parkiriščem. Tam se je pokazalo pač, da zmanjkuje prostora predvsem za žarne grobove. Tako da v tej smeri so bili že narejeni neki projekti. Lih te dni se je tudi projektant pa uprava občine Idrija so si stvari ogledali in delamo v tej smeri, da bi se stvar čim prej premaknila. Je pa še kar akuten problem tudi prostor za raztros pepela, predvsem v Idriji veliko ljudi sprašuje po temu. Ja, v Godoviču imajo težave tudi z vodo, ne? Vodovod iz Medvedjega Brda do Godoviča pušča. Ja, pušča na večjih koncih, ampak tam je najbolj slabo. Pač materiali, ki so se vgrajevali v tistih časih, so pač slabi. Tako da je pa dogovorjeno, da se vsako leto poskusimo zdaj eno določeno dolžino tega vodovoda zamenjati. Tako da, če ne več, bom rekel tako, če ne več, bomo letos probali nekih 100 metrov tega narediti. Čeprav cela trasa je kar dolga. Ne, najbolj akutno je od šole do tega prvega, bomo rekli, do rezervoarja Hor na vrhu Godoviča. Tam je po vsega skupaj nekih 600 metrov, ampak sem rekel, če ne več, vsaj 100 metrov, pa mislim, da bi
lahko kar nekaj več naredili. No. Ja. Ne bi pa zdaj rad rekel, da bomo naredili 500 metrov ali pa 300, zaradi tega, ker ne mislimo obljubljati brezveznih stvari. Ja. Ne brezveznih, neuresničljivih, tako bom rekel. Tako. Cesta po Triglavski ulici do Rebra proti Godoviču, ta cesta čaka sedaj tudi na nekaj posegov, ne? Ja, tisto, kar se bo najbolj videl od začetka, je pač ureditev Triglavske ulice. Do tam odcepa za zadnji blok na desni, tu je Triglavska, mislim, da je 26-28, neki tazga. Tam je bil že pred leti naročen projekt, tudi parcele so vse občinske, jaz ne vem, zakaj se prej tega že niso leteli. Tako da mislim, da se še čaka eno soglasje vodarjev in potem lahko gre stvar v izvedbo. Je bil pa že narejen javni razpis in je tudi izvajalec že izbran. Naprej, ja, je pa tisto, kar je še, bomo rekli, so investicija z državo v okviru te obvozne poti, ko se je delila galerija v Zali. Tako da se bo, mislim, kar za enih slabih 400 000 evrov še naredilo preplastitev, predvsem pa dve večje kamnite zložbe na tistih delih, kjer se cesta ugreza. Ne? Podoben problem kot v Krnecah. Podoben. Upamo, da ga boste tudi podobno rešili v zadovoljstvo uporabnikov. Na vsak način, v Ledinah so težave z vodo, s črpališčem. 60 000 evrov naj bi letos namenili v sanacijo. Ja. Skozi kar dolg postopek ugotavljanja primerne rešitve za filtracijo tiste vode smo pred dobrim mesecem končno prišli do ene konkretne rešitve, ki pije vodo, bom rekel. Zdaj je pa stvar enega manjšega projektiranja in izvedbe, ki pa zahteva tudi gradbeno dovoljenje, tako da stvari bodo rešene, sicer se bojim, da ne do konca junija, ampak do konca poletja bi pomogli biti. Koliko denarja bi pravzaprav rabili v občinskem proračunu, da bi v parih letih uredili najhujše probleme? Ja, najbolje, da bi eden izveder je zadev Eurojackpot, ki je tam okoli 60 milijonov bil, zdaj se pravi, da bi enih 10 milijonov mi dobili, pa bi pa marsikaj lahko naenkrat rešili. Lepo. Jaz vam želim, gospod župan, da bi se vam vsaj delček tega uresničilo in hvala za obisk v našem studiu. Hvala lepa, do doma. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.